Molimo. Večni Bog, hotel si, da je tvoja beseda, tvoj večni sin, v Devici Mariji prejel resnično človeško naravo. Verujemo, da je naš odrešenik pravi Bog in pravi človek. Naj bomo tudi deležni njegovega božjega življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Glej, devica bo spočela. Berilo iz knjige preroka Izaija. Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: izprosi si znamenje od Gospoda svojega Boga. V globočini zdolaj ali v višini zgoraj. Ahaz je odgovoril: ne bom prosil in ne bom preskušal Gospoda. Tedaj je rekel Izaija: slišite torej, Davidova hiša, vam je premalo nadlegovati ljudi, da nadlegujete še mojega Boga. Zato vam bo vsemogočni sam dal znamenje. Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni, z nami je Gospod. To je Božja beseda. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, vendar ušesa si mi odprl. Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal. Tedaj sem rekel: glej, prihajam. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Tedaj sem rekel: glej, prihajam. V zvitku knjige je o meni pisano: izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli, in tvoja postava je v mojem srcu. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru. Glej, svojih ustnic nisem zapiral, Gospod, ti veš. Svoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce. O tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval. Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Izpolnil bom, o Bog, tvojo voljo. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, nemogoče je, da bi kri volov in kozlov odvzemala grehe. Zato Kristus ob svojem prihodu na svet pravi: daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi pripravil. Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: glej, prihajam, o meni je pisano v knjigi, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. Prej je rekel: daritev in žrtev, žgalnih daritev in daritev za greh, kakor se po postavi darujejo, nisi hotel in ti niso bile všeč. Nato pa je rekel:
glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. Prvo odpravlja, da postavi drugo. Po tvoji volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej. To je Božja beseda. Beseda je meso postala in med nami prebivala in videli smo njeno slavo. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, devici zaročeni z možem, ki mu je ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel je rekel: ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spožila boš in rodila sina, ki mu da ime Jezus, ta bo velik in sin najvišjega. Gospod Bog mu dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovem kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi sveta, ki bo rojeno, Božji sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti. In to je 6. mesec z njej, ki je nerodovitna, kajti pri Bogu ni nič nemogoče. Marija je rekla: glede sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. To je Kristusov evangelij. Gospodovo znamenje Mariji, praznik, ki ga danes obhajamo. V evangeliju smo slišali dogodek sam, na preprost način povedan, ostal je skrit, takrat ga ni nihče drug vedel razen Marije, pa vendar je postal v zgodovini zelo pomemben, saj začenja novo zavezo, novo večno zavezo našega odrešenja. Ko je Marija izgovorila svoj da na angelovo oznanilo, se je začelo to novo obdobje zgodovine. V resnici je ta Marijin da pravzaprav odsev tistega Jezusovega, Kristusovega da, ko on vstopa v svet. Smo slišali danes v drugem berilu citat iz 39. psalma: glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. Besede, ki si jih je pisec pisma Hebrejcem sposodil zato, da je opisal Jezusov prihod na svet, da je opisal tisto Jezusovo poslanstvo, ki ga ima, ki je tisto pripravljenost izpolniti očetovo voljo. In ta ista drža je tudi v Mariji. Marijina pokorščina odseva Jezusovo pokorščino, saj je preko srečanj teh dveh da Božji volji Bog lahko prevzel človeško naravo. Zato je oznanjenje kristološki praznik, praznik Jezusa Kristusa, saj obhaja osrednjo Jezusovo skrivnost, njegovo učlovečenje. Ne moremo pa ob tem prazniku tudi mimo Marije, njegove matere. Njej je bilo namreč namenjeno angelovo oznanilo. Ona ga je sprejela, ko je iz globine svojega srca odgovorila: zgodi se mi po tvoji besedi. Sveti Avguštin,
ki si predstavlja, da nagovarja angela iz oznanjenja, ga sprašuje: angel, povej mi, zakaj se je to zgodilo v Mariji? Odgovor, pravi angel oznanjevalec, se nahaja v besedah pozdrava: pozdravljena, obdarjena z milostjo. Dejansko, ko je angel vstopil k Mariji, je ni poklical z njenim zemeljskim imenom Marija, ampak z njenim, lahko rečemo, božanskim imenom, tako kot jo vidi Bog od zmeraj, obdarjena z milostjo. Milost pa ni nič drugega kot božja ljubezen, tako da lahko rečemo tudi ljubljena od Boga. Origen je opomnil, da takšen naziv ni bil še nikoli namenjen človeškemu bitju in da ga v vsem Svetem pismu ne najdemo. Marija, ki je odvedno ter zavedno ljubljena od Gospoda, je na to ljubezen odgovorila z njeno svobodno privolitvijo, sprejemanjem, z njenim zgodi se, z njenim osebnim in izvirnim odgovorom. V tem, da je ljubljena, v tem, da sprejema dar, je Marija postala aktivna, saj sprejema svojo osebno razpoložljivostjo ta božji dar božje ljubezni, ki se izlije vanjo. Tudi v tem je Marija najodličnejša učenka svojega sina, ki v poslušnosti očetu popolnoma uresničuje svojo svobodo, saj jo ravno v poslušnosti najbolj izvršuje. V drugem berilu smo slišali to lepo besedilo, kjer pisec razlaga Jezusovo učlovečenje. Prihajam, da izpolnimo, Bog, tvojo voljo. Ta Kristusov da, ta skrivnost njegovega, glej, prihajam, pa tudi Marijin da, Marijin zgodi se, odsevata eden v drugem, se pravzaprav dopolnjujeta, oba pa omogočata praznik, ki ga danes praznujemo, omogočata začetek našega odrešenja, omogočata novo zavezo. Dogodka se še vedno kristjani spominjamo 3-krat na dan, ko nas zvonjenje spominja na ta dogodek Gospodovega oznanjenja Mariji. Zato ob njem lahko vedno znova ostajamo v hvaležnosti. Obenem pa nam tako Marija kot Jezus s tem svojim zgledom dajeta tudi povabilo, da bi vsak od nas se najprej zavedal te velike božje ljubezni, daru, ki nam je dan, in da bi na ta dar zmogli tudi odgovarjati vedno znova s takšno držo, s kakršno odgovarja Marija, s kakršno je odgovarjal Jezus, da bi jo vedno znova posnemali v njuni predanosti Božji volji, da bi zmogli tudi mi izreči vsak svoj da, da bi zmogli izreči Gospodu, zgodi se tvoja volja, da bi zmogli izreči prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Amen.